Lep pozdrav nazaj, spoštovane ljubitelice in ljubitelji nogometa. V drugem polčasu smo z vami, v drugem polčasu 6. kroga obračuna 3. slovenske nogometne lige Vzhod med domačinom nogometnim klubom Koroška Dravograd in nogometnim klubom Dobrovce. 3-0 zanesljivo vodstvo domačih po prvem delu tega srečanja. In zanimivo bo videti, kaj lahko še svoji igri dodajo gostje, ali lahko znižajo izid, more biti celo pride do kakšnega izenačenja. Toda visoko in zanesljivo vodstvo domačih smo lahko videli precej suvereno igro v prvem polčasu. Zdaj Štahel in Petek v kombinaciji, Štahel in Jager. Jandrošek po sredini. Nikoli več ne bomo šli na tekmo. Bo rekel, naredno karto ne bi doli zeme, tisto mora imeti pa primek, še on naredil vse. Tam si šel, ja, tisto, ja. Začel. Ja, imel pa primek. Domači v novem napadu, preko Pečnika. Pa požrtvovalno izbija Tilen Plojo-out. Dolgo podaja naprej. Prekinil napad, mislim, da v prepovedanem položaju domači. Gosti začenjajo. Oster štart iz hrbta na Podbrežnika. Dosledna je sodnica Česnova, prav je tako. Na mesto prekrška je potrebno izvajati proste udarce. Tako na približno v radiusu 20 metrov. Polanc, izbita žoga v out. Boja na sredini igrišča. Klajnšek, ki se bori s kapetanom domačih. Pa tam Podbrežnik, ki uteka. Udarec iz kota za goste. Hitro sta Podbrežnik in Jager izvajala, to pa zapravljena lepa priložnost. Kar prepoceni bi lahko rekli. Zdaj ta predložek Jagra, ki se je znašel v gol outu. Pečnik ostro. Težko sta šla Pešlin in Belk. Neuspešno, takrat obramba gostov povsem na mestu. Ljubej zdaj po levi. Prekršek.
Tukaj spodaj na Podbrežnika. Domači rešujejo. Most je pri žogi. Lepo otekanje Klajnška in to je 3-1. Domen Klajnšek, 51. minuta. Hitro so uspeli priti do znižanja izida nogometaši Dobrovc. Tole poglejmo. Lepo se je odkrival, počakal je, da ni bil v prepovedanem položaju Domen Klajnšek, potem pa še v pravem trenutku pred blokiranim strelom. In izid je znižan na 3-1. 14 je dal gol. Klajnšek je dal gol, ja. Račnik vrača svojemu vratarju. Tole Lubej, ki se sedaj pomakne nekoliko višje. Klajnšek se odkriva Štahel. Še enkrat Lubej, iniciator akcije, bori se Polanc. Če se zdaj kombinirajo v obrambi, precejšnji pritisk so ustvarili gostje v teh uvodnih minutah drugega polčasa. Hiter je Žan Petek. Izvajalec iz avta, kot v večini primerov. 3-1. 3-1. Dobivno, ja. Kombinacija sedaj povsem na robu igrišča. Mislil sem že, da je pobegnila domačim v avt, to da dobro so rešili tu sedaj s predložkom na vrata Tilna Ploja, neposredno Anže Pešelj. Sicer verjamem, da je to bilo mišljeno bolj kot predložek in podaja, kot pa neposredni strel na gol. Širitev igre povsem na drugo stran. David Krajnc. Štahel, ki se znašel na tleh. Ponovno bo to rumena kazen, tokrat za 14-tico. Že Pešelj je porumenel pravkar trajajoči 55 minuti tega dvoboja. Poglejmo. Štahel je napadal, tam pa potem prekršek. Klajnšek s predložkom, nevarno. Izvrat Savili Valente, toda piščalka in dvignjena roka sodnice Česnove. Tule pogledamo, mislim, da je tam Blagos, ki se je znašel v prepovedanem položaju.
začenjajo iz 5-metrskega prostora, to je hitro prekinjeno, Štahel že izvajalec iz avta. Jager. Jager in Krivec kombinirata. Tam se je daleč odločil poizkusiti Domen Klajnšek, strelec zadetka v tem drugem polčasu. Soliden poizkus je bil to iz kakšnih 25 metrov. Bek pozeme zdaj. Samo piskati. Bravo, lepa, to što mu ne zbino, to smula. Pa da moč Še poskuša preko Pečnika, tam odtekanje desetice Jana Kotnika. Zastavica linijskega sodnika, no, prepovedan položaj je bil to. Gosti ponovno začenjajo preko Lubeja. Tu so izgubili žogo. Bevk. Krivec sedaj naprej proti Podbrežniku. Klajnšek se odkriva na desni. Na pomoč prihaja tudi Grandošek. To je Klajnšek. Izkušal je Krivec. Toda neuspešna je bila ta podaja oziroma ta strel. Ne ve zasluži, ne? Zdaj gledaš. Račnik, ki pošilja fante naprej, ni uspelo pripraviti žoge za svoje napadalce. Klajnšek. Krivec. Blagus pa Ploj v kombinaciji. Prekršek iz hrbta. Vlečenje za dres je bilo to. Krasna poteza Jana Kotnika je bila to. Kar trojice nogometašev gostujočega moštva se uspe otresti. Tole sedaj nevarno poizkus Kotnika, nepričakovano, tam pa je žoga všla Tilnu Ploju, ki je dobro posredoval. Tukaj le poglejmo, Pečnik je preigraval, uspel žogo spraviti v sredino. Tukaj je sprejel Kotnik, ki se je odločil za strel proti vratom. Malce prekratek pa je bil Tilen Ploj, ki je sicer dobro posredoval pri tem udarcu in zdaj Dravograd ponovno s 3 goli prednosti, 4-1 v 60. minuti. Pa ponovno Dravograjčani v napadu. Tam je sedaj padel na robo kazenskega prostora po posredovanju Blagusa. Eden izmed domačih nogometašev. Mislim, da
Domen Belk na tleh, tukaj lepo gledamo. Lep sprejem pa Stefanovič, ki je poslal žogo naprej. Sedmica Domen Belk, potem pa Blagos, ki je precej ostro posredoval in na tole bo prosti strel za domače nogometaše iz strani 16-metrskega prostora. Na ta predložek v sredino, tam pa najvišji skoko Jan Krivec. Klanšek. Stefanovič. Pečnik. Iz hrbta. Blagos ponovno. Paziti mora, saj že ima rumeni karton, da si ne privošči še kakšnega ostrejšega štarta. Potem bodo gosti ostali z igralcem manj. In zdaj tudi Štahel preoster. In 60. minuta. 4-1. Visoko zanesljivo vodstvo domačih. Štahel pa Klanšek. Tam zdaj tudi domači. Račnik je posredoval za to žogo. Zdaj se bori še Krivec. Klanšek. Na drugo stran do Podbrežnika. Podbrežnik še vedno pri žogi. Podbrežnik strelja na vrata in krasen zadetek Podbrežnika. Elvino Podbrežnik, ki je zagotovo eden izmed najvidnejših posameznikov, nogometašev Dobrovc. Nevaren je v kazenskem prostoru, odlično se je znašel ob tej podaji, otresel se je tam obrambe. Tule poglejmo, dobro je Grandošek zadrževal to žogo, oziroma bil je Jager tisti, ki je poslal do Klanška, na to pa Podbrežnik s krasnim strelom v zgornji desni kot in 4-2. 64. minuta, ali lahko nogometaši Dobrovc pridejo more biti do kakšnega izenačenja ali vsaj še znižanja tega izida. Vendarle so imeli svoje minute, dokaj čvrsto stojijo, toda svoje priložnosti so izkoristili nogometaši Koroške Dravograd. Odlični so bili v realizaciji. Pa še v ponovljenem posnetku novo poizkus domačih, ki so znova zapretili na vrata gostov. Zdaj je Klanšek po desni. Še Klanšek pri žogi, tam ponovno Podbrežnik v sredini, pa prenos igre na drugo stran do Polanca.
Polanec in Krivec, izgubi ga žogo Krivec. Ljubej poskuša zaustavljati na sredini, to da na koncu s prekrškom Jan Krivec. Šestdeseta minuta. 4-2, dvakrat so uspeli znižati gostje nekoliko izid. Ali je ostalo še kaj v pogonu gostom, da bi tole srečanje postalo še bolj zanimivo. Goste izbijajo. Krivec daleč naprej proti Klajnšku. Ploj na mestu, pazljiva v obrambi gostov. In glej to pa kaj se je nor. Žoga prenosa igre, tam se je sedaj Tilen Štahel lepo odkrival, Štahel še vedno pri žogi. Toda zanesljiv Anže Pešelj. So ponovno odzeli žogo, zdaj Klajnšek s poizkusom, nevarno iz roba kazenskega prostora. Domen Klajnšek. Bevk pri žogi. V kombinaciji s Pešljem, tam Stefanovič na sredini. Zanesljiv.
Neke kombinacije v obrambnih vrstah, malce sedaj pade v ritem. Jager proti Klajnšku, ki se dobro bori in odkriva v tem drugem polčasu. Odlična igra Klajnška. Domačim se seveda nikamor ne mudi. Tu je sedaj Jaka Račnik, ki bo izvajalec iz avta. Znova gosti pri žogi. Sedaj Krivec preigrava. 72. minuta srečanja. Polant se bori. Zahteva prekršek gostje, nič ne bo. In David Saveli Valente bo začel naslednjo akcijo domačih nogometašev. Dobra podaja proti sredini. Stefanovič. Stefanovič Pečnik tudi pomagno napadu, pa sedaj Dobaj naprej. Tam je ponovno lepo otekanje. Račnik mislim, da se je znašel v napadu. Ste premalo odločno, Pečnik pri žogi, Pečnik Stefanovič, pa Belk. Vrabič do Pečnika, ki je poizkusil z atraktivno podajo, to da zdaj so vendarle uspeli gostje prekiniti ta napad. Blago sedaj z dolgo podajo naprej, razčiščuje situacijo in pridobil je nekaj sekund, da lahko njegovi soigralci ponovno zadihajo. Račnik. Račnik vrača nazaj v obrambo. Če bo treba, bo vzal. Vse, če ne bo treba, ne bo. Lepo podaja sedaj naprej, tam se je odkrival Domen Belk, to da na mestu pazljiv kapetan Rok Ljubej, kapetan pri nogometaših Dobrovc. Tu piše, da bo sonce vse ob 6 dneva, da bo šel. Še enkrat v ponovljenem posnetku, zadnja akcija. Stefanovič je tam preigraval, pa Belk atraktivno. Zaostaja s prekrškom, lep predložek zdaj v sredino. Razčistili so gostje. Podbrežnik hiter, Elvino Podbrežnik pri žogi v kazenskem prostoru, tam so soigralci pritekli v pomoč Polanc v sredini, tudi Klajnšek zdaj se odkriva, pa Krivec.
Nič ne bo iz nove napadalne akcije, to da spretno Krivec do žoge. Kotnik, ki pa je bil premalo natančen na tej napadalni akciji, Ljubej bo izvajalec iz avta. Še enkrat Krivec. Ali se je Bevk tam znašel na tleh. Klajnšek nadaljuje z akcijo. Štahel se mu odkriva po desni, Podbrežnik v sredini, to da akcija je prekinjena. Račnik na tleh. Seveda se domačim nikamor ne mudi. V 78 minuti dvoboja smo 4-2 vodi Koroška Dravograd. Če imaš kako marelo? Bolj se bi moralo muditi gostom. Sam še, če je ena marela še. Malo, imaš to? Ja. Kaj ti drži? Ne, pusti. Se ne odreči. Štahel do Klajnška. Mislim, da sta zdaj neugodno z glavami trčila. Leži ta hempa! A kaj si ti Ne normalno? vidim sicer dobro teh številk. Kaj ti gledaš, kaj sodnica? Tule je Domen Bevk na tleh. V njem Jager. Hvala Bogu, bo vse v redu. Ja, to bo za skup darla glava, ne? Kako veš? Še enkrat pogledajmo, kako je v ponovljenem posnetku sta z glavami trčila. Bevk in Jager. Večni, ali nič več. Opa! Jager že pri žogi, kombinacija z Blagosom. Pa Ljubej, ki se dobro odkriva na desni, oziroma na levi, se pravi čujem. Lepa akcija gostov, Klajnšek pri žogi do Krivca. Krivec se poskuša prebiti tam do strela. Tukaj le pogledamo Klajnšek in Krivec v kombinaciji v 80 minuti, to da ni uspel priti do pravega zaključnega strela. Jan Krivec. Zdaj hitra, bliskovita akcija gostov. 4-3.
kdo drug kot Elvino Podbrežnik. Krasna kombinacija, lepe reakcije, tukaj le poglejmo, Klajnšek in Jager, potem pa izvrstno odtekanje Podbrežnika, podaljšal je še za en korak in ni mu bilo težko zaključiti, tokrat iz druge strani in 4-3 je izid, zdaj le še zadetek prednosti za domače, izvrstno so uspeli priključiti gostujoči nogometaši, obeta se tudi menjava, prav v 80 minuti iz igre. Tilen Stefanović predal bo kapetanski trak nekomu od soigralcev. V igro pa Ven Pobrežnik. Še enkrat pa pogledamo tole akcijo gostov, res krasna akcija. Poglejte, odlično je odtekal tam, malenkost je zastavil, se izognil prepovedanemu položaju, nato pa zaključil za 4-3 Elvino Podbrežnik. Tudi Domen Bevk na klop, pa 16-tica v igro Aleš Korbar in pri nogometnem klubu Dobrovce Patrik Polanc, 9-tica iz igre, v igro pa Tadej Štahel, številko 20. Ni zdaj, veš. To je samo nekaj. Kombinacija pa tudi na strani gostov oziroma domačih, zdaj tam z obvezano roko eden izmed gostujočih nogometašev. Grandošek. Korbar pri žogi, kombinacija s Pečnikom. Zdaj tudi nekaj dežja v športnem parku v Dravogradu. Precej hladni pogoji za igro. Tutaj są tu spod futbol. Tu spod. Tu są spodem. Okay, Goste začenjajo. Preko petka. Tukaj vselej hitri krivec. Izjemno gibljiv je krivec po igrišču. Štefel in Petek v kombinaciji s krivcem. Tukaj je naprej Jagra. Sta se odkrivala Klajnšek in Podbrežnik. Ali lahko pridajo gostje, more biti do izenačenja na 4-4. 7 zadetkov smo že lahko videli v športnem parku Dravogradu, tokrat brez prekrška po odločitvi Aleksandre Česen.
Štahel proti Jagru. Ajde, ajde, ajde! Ajde, še! Akcija gostov, uspel je zaustaviti Jager to žogo, tam prekršek povsem na robu 11-metrskega prostora. Pravzaprav 20-tica Tadej Štahel. Nisem najprej dobro videl številke na hrbtu Štahela. Poglejmo še enkrat, kaj se je tam dogajalo prav po robu igrišča. Tukaj se je še boril Štahel, uspel zaustaviti žogo, pa mislim, da je padel preko izmed obrambnih igralcev Dravograda, mislim, da preko Izaka. Zdaj so uspeli razčistiti zelo domači. Kon steklo v sunce, veselo. Kon steklo v sunce. Ajde, 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 dobro, se stisni! Žan Petek proti Delnoploju. Zdaj tudi pojenjajo moči na obeh straneh v teh zadnjih minutah. Tudi krepko držno ploho so prestali nogometaši na igrišču. Brižnik še preigrava, da s prekrškom zaustavlja na sredini igrišča. Pa idi, pizmajster! Idi! Ja sam uvijek, bil bog sad njih prej, še nazaj. Ki je mojster, da te Marele najdu. To še ima težko status Marele. Ampak boljše ništa nego ništa. Sedaj še nekaj poizkusov domačih, to je bil štart iz hrbta, mislim pa, da želijo prednost, tam Nec Pečnik zahteva, da bi Aleksandra Česen prepustila prednost v tej akciji, tam pa bo potrebna še nekaj zdravniške pomoči. Stopili pa smo v zadnjo minuto rednega igralnega dela. Smešno. Ne, niti dotakne se ga ni, ne. Oni pa polsko molce dol pa. In zdaj on je v fol piskal. Patrik Polanc se je znašel na tleh v tem zadnjem posredovanju. Domačim se seveda nikamor ne mudi v teh zaključnih minutah dvoboja. Tudi z rumeno kaznijo. Tek je dobo še rumenega, niti dotakne. Nagrajen Žan Petek, nagrajen seveda v navednicah. Tule poglejmo še ponovljenem posnetku posredovanja v tej zadnji akciji. Preostro z hrbta na Neca Pečnika, ki si je tukaj seveda želel, da bi glavna sodnica pustila prednost. To bi moglo svoj ženski, izba naslednjega tretjega ženska.
nerodno pa je skupil Petek, a nov predložek v sredino. Nikogar, ki bi skakal na tole žogo ali vsaj zapretil na vrata Ploja. Izak zdaj z metom iz avta. Ponovno proti Pečniku. Zdaj poizkus podajo sredino, teda tam pazljivi gostje po tem izbijanju. Klajnšek se je sedaj dobro boril tam. Uspel priboriti žogo Lubej, izvajalec tega prostega udarca. Petek in Štahel v kombinaciji. Po desni preigravata, da je Štahel. Dva čuvarja ima za sabo. To bo nov met iz avta za goste, ki se jim sedaj seveda mudi v teh zaključnih minutah. Petek s podajo v sredino. Ni šlo. Lubej tam sicer stekel za žogo, to da ni uspel posredovati in izbiti žogo napad. Ponovno že Izak, izvajalec. V zaključku tega drugega polčasa zadržen za mete iz avta na desni. Tole bo prekršek. Preoster je bil Lubej. Dobaj pa bo tisti, ki bo poslal, mislim, da enega izmed zadnjih predložkov v kazenski prostor pred vrata Tilna Ploja. Še vedno preigravanje obrobe igrišča. Tam je sedaj Pečnik izgubil to žogo in grobo posredoval. Tole bo rumena kazen ob samem zaključku srečanja tudi za Nejca Pečnika, ki je sicer odlično odigral to srečanje. V 42. minuti tudi realizator 11 metrovke. Vsem zasluženo, lahko rečemo. 94. minuta v teku. Nekaj metrov bo moral vrniti to žogo, striktna je danes Aleksandar Česen. Daleč naprej bo zdaj Lubej poslal to žogo čim dlje proti kazenskemu prostoru Dravograjčanov, toda zmanjkalo je časa. 4-3, torej zmaga Koroške Dravograda, zasluženo lahko rečemo, toda odlično so se borili gostje, uspeli dvakrat znižati izid, toda za remi je zmanjkalo nekaj malega, tako da točke ostajajo v Dravogradu. Tukaj le pogledamo še najlepše akcije in zadetke v drugem polčasu, najprej Klajnšek v 51. minuti, tu potem akcija Pečnika, ki je podal do Kotnika, ki je uspel realizirati z lepim zadetkom, potem pa najprej Elvino Podbrežnik s pravim evrogolom za ponovno znižanje in na koncu še krasno tekanje, ponovno glavni akter Elvino Podbrežnik in še enkrat za končni izid 4-3. Upam, da ste tudi vi uživali v tem dvoboju tretje slovenske nogometne lige. Seveda pa vas vabimo k ogledu tudi preostalih in naslednjih krogov tega nogometnega tekmovanja. Lep pozdrav in nasvidenje.